Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali spet branje paranormalnih zgodb. Malo vam časa to naredim, true crime videi pa upam, da bomo prišli enkrat v januaru, zdaj ful res nimam časa. Tako da ja. Ker pa trenutno na mojem kanalu poteka 12 dni božiča, danes lahko zmagate vse to, kar vam zdaj pokazala od Oriflame in sicer Gentle, oziroma shower oil, body butter in pa body scrub in pa še eno stvar in sicer bath relaxer, ki ga boste dobili in vse, kar morate narediti je iti na moj Instagram profil, ker nagradna igra v bistvu poteka tam, kjer boste videli vsa pravila igre in vse. Da ja, to je to. Zdaj pa nazaj Vanessa k tebi. Ok, zdaj pa gremo kar v video. Če bi tudi vi kdaj radi sodelovali v tem videu, oziroma da bi imate jako zgodbo in bi radi, da jo preberem v video, vse, kar morate narediti, je mi poslati jo na mail. Probajte mi ne pošiljati na Instagram, ker mi zginejo sporočila čez čas in jih več ne najdem. In je ful lažje na YouTube, na mail. Teda tudi, če ste mi že poslali, pa če vaše zgodbe še nisem prebrala, spodaj bom linkala vse preostale videe, mi jih lahko pošljete še enkrat, pač ni panike, sem fora v tem, da dobim ogromno mailov in se pozgubi. To se je zgodilo pred 2 letoma. V naši hiši skupaj s starši sta živela še moja 2 strica. Potem je en stric umrl. Zatem, ko je umrl, se je vsako jutro okoli 5-7 slišal čudni glas iz stopnišča in to je tam, ko je stric umrl. To se je zgodilo okoli 4-krat. Slišati pa je bilo vedno, kot da bi nekdo zelo glasno tekel gor in dol po stopnicah. Še zdaj, ko to pišem, me je zelo strah. I know, pač vem. Vem, da ni bil noben od družine, ker sem slišala starša, kako spita. Mlajša sestrica pa nikoli ne bi upala sama na stopnišče, ker je zelo strahopetna. Potem nekega jutra spet zaslišim tek po stopnicah in spet me je bilo zelo strah, saj si nisem upala niti poklicati starša. Tek se je kmalu ustavil pred vrati in ko me je bilo najbolj strah, je nekdo potrkal. Pa je bila tvoja mama, ne? Čakaj. Od straha sem skoraj umrla, srce mi je razbijalo 100 na uro. Niso pa bili vlomilci, ker v hiši nič ni manjkalo, pa še vlomilci bi bili bolj tihi. Našla pa sem drug odgovor, kdo bi lahko potrkal na vrata. Lahko bi z repom pes udaril po vratih, ker spi na stopnišču. Ampak če je on to storil, je mogel biti nekdo tam, ker nikoli ne bi samo od sebe premikal repa, ker to dela samo takrat, ko je nekdo v bližini. Pač, realno bi lahko bil pes, že tudi ker pes lahko teka gor in dol po stopnišču in to bi pojasnilo, zakaj si čula hojo gor pa dol. Po drugi strani pa pač, če je bilo kot trkanje, ali je bil tako udarec repa, ne vem, ker ni bilo tam, ampak ja, ponavadi, ko pes sicer čaka pred vrati, da bi odprl, začne nekako jokati ali pa praskati ponavadi, ne z repom udarja, razen če bo pač enostavno pomotoma. Lahko bi rekli, da je zagotovo tudi pes tekal po stopnicah, ampak ni, ker si slišimo razliko med tekom tačk in tekom z nogami, ki ima gor bute čevlje. Tudi s tem se strinjam, da je razlika, tako da, ja. Tisto jutro me je bilo zelo strah vstati iz postelje, ampak bilo je vse normalno, na stopnišču ni bilo nič. Vjutro sem takoj vse vprašala, če so kaj slišali, ampak vedno je bil odgovor ne. Nekega dne sem šla k teti in ji to povedala. Rekla mi je, da naj pokojnega strica prosim, da naj neha strašiti. To sem res naredila in res se je nehalo. Kako grozno, pač dvomim, da je tvoj stric strašil na nek način, ker pač jaz sem tak vizijo, da če ljudje ostanejo po smrti prisotni, ampak če je tvoj družinski član, dvomim, da te pač straši, ampak je, sploh ne vem, pač kako oni razmišljajo, recimo, če so to duhovi, pač kako razmišljajo kot takrat, ko so bili živi, ali kot drugače, kot da morajo biti tu, morajo biti prisotni, morajo naznani, da so tu, pač I don't know, ful čudno, ampak pač dvomim, da bi tvoj stric te namerno strašil, if you know what I mean. I don't know, meni se dogajajo čudne stvari. Ja, tako da jaz ti verjamem in hvala Bogu, če se je nehala. Hvala Bogu, da je bil sam stric, da ni bil vlomilec ali kdorkoli drug, ker izkušnje, ki sem jaz imela pred kratkim, mi je dalo vedeti, da se moraš bati ljudi bolj kot mrtvih duhov. Ja.
Ok, druga zgodba. Pred enim mesecem sem šla s staršem v kino sredi večera in smo se peljali mimo grada. Vse je bilo čisto normalno, dokler nisem v stolpnici od grada zagledala neko belo staro gospo, kako je gledala skozi okno. Ta stolpnica je vedno zaprta in obiskovalci imajo prepoved obiskovanja. Tega sem se ful strašila. Ko smo prišli domov, sem se šla stuširati in na vrati zaslišala, ne piše kaj, pač zaslišala. Odprla sem vrata, saj sem mislila, da je Miki moj maček, ampak ni bilo nikogar. Ko sem šla v dnevno sobo, sem vprašala, če je Miki šel kaj gor, ampak sta mi starša odgovorila, da je zunaj. To se je dogajalo še nekaj tednov in sem se že na to navadila. Včeraj pa se mi je zgodilo nekaj še bolj groznega. Bila sem sama doma in se odpravila v kuhinjo pit in sem v odsevu okna na kavču zagledala nekega moškega. To me je tako fejs prestrašilo, da sem dobesedno zbežala iz hiše. 5 minut pozneje pa sem videla belo žensko in tistega moškega na našem vrtu. Poklicala sem staršema in jim ukazala, naj takoj prideta domov. Ko sta prišla domov, je bilo vse v redu. Pozabila pa sem omeniti, da je tam, kjer je naša hiša, zdaj stoji prej stala hiša pokojnega župnika. Fucking shit. Ok, najbolj smešno je, da če je župnik ostal duh, s tem ni šel v nebesa. In to kar kriza za nekoga, ki verjame, da bo šel v nebesa in ostane potem kot duh. Kar kriza. Ampak, fuck. Ampak še enkrat, hvala Bogu, da so bili sam duhovi. Jaz to ful verjamem, pač dokler ni pravi človek, ki ti hoče kaj narediti, je okej. Oziroma, če ti hoče duh kaj narediti, ni okej, ampak zaenkrat se še meni to ni zgodilo, so knock on wood. Oh my god, da bi se zdaj nazaj potrkal. Bila sem sama doma, mama je šla na koncert, mlajša sestrica pa je prispala pri prijateljici. Imela sem čisto navaden večer, ura je bila okoli 9:30 zvečer, jaz pa sem gledala grozljivko. Ko si sama doma, nikoli ne gledaš grozljivke, okej? Sam toliko. Doma imam psičko, ki je zelo občutljiva na zvoke, tudi najmanjše. Psička je začela lajati na vrata, ker sem zelo radovedna in tudi malo skeptična glede vseh čudnih paranormalnih stvari. Sem šla takoj pogledati, kaj je psičko tako razburilo. Na hodniku pa seveda ni bilo ničesar. Hvala Bogu. Takrat je bila ura okoli 20:12. Ne vem zakaj, ampak odločila sem se, da grem se stuširati. Ja, pametno. Ponavadi se hitro stuširam, sploh zato, ker mi kopalnica ni preveč ljubi kraj v naši hiši, saj je v njej umrla moja prababica. Zakaj v vseh hišah umirajo ljudje? Mislim, vse vem, ampak v naši groza, omg. Ker sem vedela, da bo mami kmalu prišla domov, sem okrog 00, torej 12, šla v poslo. Good girl. Mami je prišla domov okrog 2 ure in ker je bila zelo utrujena, je šla takoj spat. Čez nekaj časa se je zbudila, saj je slišala korake pod vrati, ko je videla, slišala korake in pod vrati zagledala tako na svetlobo. Rekla je, pojdi nazaj spat, ker je mislila pač, da sem jaz. Prižgane luči so se ugasnile in korakov ni več bilo slišati. Potem se je čez nekaj časa spet zbudila in šla pit vodo, ker je bila zelo žejna. Potem je videla, da je v kopalnici prižgana luč, ker je zelo varčen človek, se je razjezila in šla luč ugasniti, nato pa je na umivalniku zagledala kri. Tudi moji so ful varčni, da če bi jaz pustila luč, bi me ubili. Bilo je njih par kapljic krvi. To se je zdelo moji mami zelo čudno, ampak je v bistvu umivalnik sem splahnila, potem pa šla spat, da se nič ni zgodilo. Ko sem se zjutraj vstala, me mama takoj napadla s vprašanji. Kaj si počela, da je umivalnik krval? Zakaj si v kopalnici pustila prižgano luč? Zakaj si se sredi noči sprehajala po stanovanju? Girl, same, pač relatam, ker priješ dol pa tak blablabla. 10 vprašanj, why? Vem, da se to zdelo zelo čudno, ampak jaz nisem vedela nič, o čem govori. Ampak jaz nisem vedela, o čem ona govori. Mami sem natančno opisala moj večer, videla je, da nimam niti ene rane, katera bi pustila sledi krvi in se nama je to zdelo zelo nenavadno. Mama je čez čas na to že pozabila in kmalu se tem ni prav veliko ukvarjala. Jaz pa sem se spomnila na mojo prababico, ki je umrla v naši kopalnici, ker nekateri verjamejo, in ker nekateri verjamejo, da ko nekdo umre, njegova duša, duh, kakorkoli že, straši tam, sem se obrnila na našega prijatelja, ki se ukvarja z dušami / duhovi. Cool. Povedal mi je,
da ko je moja prababica umrla v kopalnici, njena duša ni bila pripravljena oditi v svetlobo. Zato je šla v star vodnjak pred našo hišo. Baje so potrebovali več mesecev, da so jo spravili v svetlobo, ampak jim je na koncu le uspelo. Torej, ni bila njena prababica. Ampak da ne ve, kaj se je zgodilo tisto noč. Kaj bi to lahko bilo, ne vem. Mogoče je bil drug duh, mogoče je koga Luna nosila, mogoče je mama pozabila lučko, je prišla pozno zvečer domov, glede krvi, pojma nimam, kaj bi se zgodilo. Mogoče, če si zobe umijaš, pa se štokneš, pa pač kri pade. Ampak pač, again, po mojem bi mama se spomnila tega, po mojem bi se ti spomnila tega. Ne vem, ampak pač, pojma nimam. Jaz vedno hočem najti logično razlage. Hej, sploh ne vem, kje naj začnem, ampak mislim, da je najbolje, da kar na začetku. Ko sem bila mlajša, sva se s sosedom velikokrat pogovarjala o duhovih, demonih, skratka o paranormalnih stvareh. In to me je za odraščanje vedno bolj zanimalo. Začela sem gledati grozljivke, raziskovati po internetu in podobno. Tudi mene, ampak s tem, da jaz nisem nikoli gledala grozljivk, sem pa pač vedno bolj brala. Zaradi tega, ker sem imela tak paranormalne izkušnje že kot pač otrok. Ampak meni se zdi, da pač bolj, ko se ti s tem pogovarjaš, bolj, ko ti v to verjameš, bolj si odprt temu delu sveta, I don't know, ampak pač ja. V 5. razredu je umrla soseda, na katero je bila navezana moja cela družina. Bila je stara 84 in bila je prijetna ženska, vsi smo jo imeli radi. Imela je kužka, kateremu sem vedno metala žogico. Enega dne, ko sem prišla domov, sem morala iti v glasbeno. Deda je prišel od sosede ter rekel, naj se hitro oblečem, saj smo zamujala. Tisti dan so se vsi obnašali čudno in nič mi ni bilo jasno zakaj. Ko sem prišla z glasbene domov, so mi povedali, da je soseda v bolnici in je zadela srčna kap. Bila sem zelo žalostna in potrta. Nekajkrat smo šli k njej v bolnico na obisk, a v kratkem času je umrla. Bilo mi je težko, saj sem v njej videla nekakšno zaveznico. Ni gre k nejo. Nekaj tednov po njeni smrti in pogrebu sem jo sanjala. Sanjala sem, da sem šla k njej in ko sem vstopila v hišo, je sedela točno tam, kjer je vedno sedela. Bilo me je strah, a hkrati me je oblegla toplina. Videla sem jo samo od zadaj, zato sem pristopila k njej. Obrnila se je proti meni in imela je žareče krvave oči. Prijela me je in mi nekaj govorila, a se žal ne spomnim kaj. Zbudila sem se objokala in še tisti dan smo šli z družino na njen grob in ji prižgali svečko. Fuck. Ker kurja koža mi gre. Pač, ko bi se spomnila, kaj je rekla, fuck. Da je imela tak kurja koža imam, hvala za to. Gremo na drugo njeno zgodbo. Ali ima več zgodb. V 8. razredu se mi je sanjalo, da sem prišla domov iz šole in v trenutku, ko sem vstopila v hišo, se deda zadrl na mene, zakaj sem spustila našo muco v hišo in da je menda po kopalnici pustila blatne stopinje. Odgovorila sem, da kako bi naj spustila jaz muco v hišo, če pa sem ravno prišla iz šole. Šla sem pogledati v kopalnico in res so bile tam stopinje, vendar ne mačje stopinje. Bile so stopinje človeške noge, vendar s 6 prsti. Pogledala sem proti tušo in tam je stala ženska z belo obleko s črnimi skodranimi dolgimi lasmi, ki je imela povešene čez obraz. Nekaj časa nisem imela paranormalnih izkušenj, ampak čez kako leto sem jih spet začela ponavljati. Tokrat bolj pogosteje, tudi včasih dnevno. To sicer, ko se ti je sanjalo, ne vem, kak je to glih paranormalna izkušnja, ker je pač sanje, ampak je ful zanimivo, da sanjaš take stvari, tako da si videla gospo, sosedo, pa gremo na njeno tretjo zgodbo. Šla sem po stopnicah v zgornje nadstropje in ko sem vstopila v mamino sobo, sem na drugi strani sobe videla točno to žensko, ki sem jo sanjala, da je bila v kopalnici. Aha, ok. Bila je me gleda, a točno se je videla njena obleka in njeni črni lasje. Obstala sem, a na to je čez nekaj sekund izginila. Ok, torej, ful zanimivo, da sanjaš stvari in vidiš tak iste. Fuck. Jaz to ne da bi jaz vedela. Kako zanimivo. Šla sem na stranišče in preden zaviješ v stranišče, imam okno, čez katero vidiš na dvorišče. In ko sem pogledala skozi okno, sem na kotičku okna videla belo haljo. Mislila sem, da je samo vrečka ali kakšen polvinil, ker smo takrat ravno delali fasado.
Drugi dan sem za ta dogodek povedala mami in bila sva v kuhinji, kjer imamo drugo okno, čez katero vidiš na dvorišče. In ko sem mi to govorila, sem spet videla to haljo. Šla sem ven pogledala, če se mi samo zdi, in zunaj ni bilo nobene halje, vrečke ali polvinila. Naslednja zgodba. Ven sem zašla igrati s psičko in sem pustila vhodna vrata odprta. Ko sem šla nazaj v hišo in sem hotela prijeti kljuko, se je naenkrat pred mano prikazala bela pojava, velika približno 140 cm. In spet sem obstala kot kip, pojava pa je čez nekaj sekund izginila. Naslednja zgodba. Šli smo v Vežico molit za soseda in zraven Vežica je pokopališče in sem se zagledala v točko na pokopališču. Naenkrat sem videla dve meglici, kako gresta ena navzgor in ena navzdol. To je od mojih paranormalnih izkušenj vse, vendar še zdaj vidim črne sence, bele podobe in sem se tega navadila, tako da me ni več strah, kot me je bilo. Oh my god, same, pa če se tudi ful navadila, sicer ko vidim tak nekaj, se še vedno strašim, ampak ne vem, vam povem moje paranormalne izkušnje, ki se dogajajo v kar so v Ljubljani. I don't know, bi radi to vedeli. Ja, to je to. To so vaše paranormalne izkušnje. Če imate kakšne, mi jih še vedno pošljete na mail. Projte na Instagram, ker bom jih tam zgubila. Pošljete na mail, mail bo od spodaj. In pa ja, sledimo v naslednjem videu. Ne pozabite sodelovati na nagradni igri. Adija! Ne pozabite lajkati, naročite se, pa delite s prijatelji, pa followajte me na Instagramu. That's that. Bye. Also, kratka glas imam, če še niste videli na Instagramu ali kjerkoli druge. Jej!